Živijo, Ulf tukaj. Vi gledate, Mata na Easy. Jaz tukaj razlagam Mato na najbolj easy način. Ste kdaj že dobili kakšen račun, ki je bil dolg in je imel noter seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje? No, predvidevam se ga. Jaz vsaj sem ga. In kako ste se ga lotili? A ste šli računati od leve proti desni, tako kot so nas v šoli učili? Ali ima kakšna računska operacija slučajno prednost? In če jo ima, katera? No, če bi imela katera, oziroma če bi imela katera računska operacija prednost in katere bi imele, bi vam jaz to zdajle povedal. Ampak to ne bomo nič naredili. Najlažje si pa stvari zapomnimo, če v bistvu jih skupaj dokažemo. In to bomo tudi naredili danes. Torej, sposodil sem si 4 prijatelje tukaj, da so mi pomagali. Torej, tukaj je Jaka, Jon, Rok in Hiraku. In tukaj imam zdaj 20 rumenih bombonov, a ne? In te rumeni bomboni so v bistvu karameli in 16 modrih bombonov, ki so pa v bistvu mentolni. In zanima me, če sem dober prijatelj, če mi bo ratalo pravično razdeliti te bombone mojim 4 prijateljem tukaj, ki so na tabli. Kako bomo to zdaj naredili? No, najprej bomo 20 razdelili na 4 in pol bomo še sešteli, ko bomo pa 16 razdelili na 4, ne? Easy. In to sem tudi tukaj napisal. 20 deljeno 4 plus 16 deljeno 4. In zdaj, ker ne vemo, katera računska operacija ima prednost, če sploh ima katera prednost, bomo šli to računati od leve proti desni. Torej, 20 deljeno 4, a ne, je 5. In prepišemo plus 16 deljeno 4 je 5 plus 16 deljeno 4. 5 plus 16 je 21 deljeno 4. Torej, napišemo, a ne, 21 deljeno 4 je pa 5 pa 5 pa četrt, v bistvu 5,25. To nekaj ne štima, če imam pač 20 pa 16 bombonov, jih je 36, a ne? In 36, če jih imam, to ne štima glih, da bo vsak dobil 5 bombonov pa še 1/4. Torej, če grem zdaj s poštevanko števila 4, 36 je v bistvu, če upoštevam poštevanko števila 4, je 9. Torej, vsak od mojih 4 prijateljev bo dobil 9 bombonov. Kako bomo pa to v bistvu do tega prišli, brez da uporabimo poštevanko, no? Kaj pa če nekako v bistvu uporabimo posebej poglavje neke vrste, torej, da najprej to barvo izračunamo, pa pol to barvo izračunamo, pa pol na koncu šele seštejemo, da uporabljamo neke vrste barvno koordinacijo. Torej, napišem, pač tukaj sem napisal, a ne, 20 deljeno 4 z rumeno, plus 16 deljeno 4 z modro. In najprej bom to rumeno izračunal, ki je pa 20 deljeno 4 je pa 5, a ne? In 16 deljeno 4 je pa 4. In 5 pa 4 je 5 je z rumeno in 4 pa z modro. In zdaj to seštejemo, je pa enako 9. Kaj to v bistvu pol pomeni? To v bistvu pomeni, da vemo zdaj, da ima deljenje, računska operacija deljenja, v bistvu ima prednost pred računsko operacijo seštevanja, a ne? To sem tudi tukaj dokazal, ker je 9. Lahko pa še na en drug način dokažem, takole, da bom vzel kredo in bom tukaj pri bombonih nekako narisal, da bom vzel zdaj tukaj pol pač 5 rumenih bombonov, a ne, pa bom vzel še 4 modre bombone, a ne. To ima en prijatelj, pol to zdajle ima zdaj, tole ima drug prijatelj, pol tole ima zdaj tretji prijatelj in tole ima pa zdaj še četrti prijatelj. In vidite, v bistvu sem to zdaj razdelil na 4 dele in vsi so enako, imajo 5 na vrhu in 4 na dnu. Kar pa sem še enkrat dokazal, da ima v bistvu deljenje, računska operacija deljenja ima prednost pred računsko operacijo seštevanja. Kaj pa a ima deljenje zdaj prednost pred računsko operacijo odštevanja? To bomo pa zdajle ugotovili. Evo, zdaj bomo pa videli, kako je med deljenjem in odštevanjem. Torej, zdajle imam pa 20 bombonov, a ne? In na obisk je prišel samo Hiraku. Zaradi tega, ker sem prej ostal brez vseh bombonov, si jih bom zdajle že na začetku 10 vzel tako na skrivaj na stran, da on ne bo vedel. Torej, on zdaj mislim, da jih imam samo 10 bombonov. In teh 10 bombonov bom zdaj razdelil na pol, torej bo polovico dobil Hiraku in polovico bom pa dobil jaz. Jaz sem dobil več bombonov kot on, ampak Hira, se je fajn, da dobiš manj bombonov zato, ker je fajn za zobe, a ne, da manj bombonov ješ. Ampak se hecam.
Pač to je res, ampak gremo najprej k bistvu rajš. Torej imamo 20 bombonov, a ne? V bistvu ne. Mene zanima, koliko bombonov bom pa jaz zdaj vse skupaj dobil. Več kot Hira, definitivno. Ampak zdaj bomo pa to takole izračunali, da pač od 20 bombonov bomo odšteli 10 deljeno z 2 bombonov. In pač ne vem, če ima zdaj deljenje prednost pred odštevanjem, torej grem računati od leve proti desni. In kar gremo računati. Torej je enako, zdaj pa izračunal 20 minus 10, a ne, je 10. In bom prepisal deljeno z 2, torej napišem deljeno z 2. Je enako, in zdaj pa 10 deljeno z 2 je pa 5. Ja, 10 deljeno z 2 je pa 5. Torej, če bi jaz imel 5 bombonov, to ne bo glih štimal, ker sem si že prej 10 bombonov vzel na stran. Torej, ta primer, ta račun tukaj ni v redu. Kaj pa če zdaj vzamem pobarjo, tako kot sem prej? Bom vzel zdaj modro, zato ker so bomboni modri, a ne? In bom napisal najprej 20, če bo kreda pisala, 20 minus, zdaj pa bom modro vzel in bom napisal 10 deljeno z 2. Je enako. In najprej bom zdaj izračunal ta modro. Torej bom samo prepisal 20 minus, zdaj pa 10 deljeno z 2, smo pa prej ugotovili tudi že, da je 5, a ne? In to pa je enako. Torej zdaj pa 20 minus 5 je pa 15, a ne? 15. Torej, 15 bombonov, to je malo bolj logično, ne? Če imam jaz 10 bombonov še od prej, pa jih bom še 5 vzel, bom to kar obkrožil, a ne? Torej imam 10 bombonov od prej, a ne? In jih bom dobil še 5, zatega, ker 10 deljeno z 2 je 5. Evo, torej tukaj imam jaz zdaj 15 bombonov. Tole so bomboni od Hirata, tole na vrhu so pa moji bomboni. Torej, zdaj smo ugotovili, da deljenje oziroma računska operacija deljenja ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Gremo pa zdaj preveriti še za množenje. Evo me, sem že nazaj in tokrat bomo pogledali, kaj je v bistvu med množenjem in seštevanjem. In tokrat ni nobenega prijatelja, smo samo jaz in moji bomboni. Ja, za poletne počitnice sem si kupil zalogo bombonov. In ne bom povedal, kje so, ker meni se zdi, da moji starši gledajo te filmčke. V glavnem, zdajle imam 4x4 mentolnih bombonov in od prijatelja rečemo, da sem dobil še 2 sadna bombona. Rečemo, da je to bombon z okusom jagode, ne? 2 jagodna bombona. Zanima me zdaj, koliko imam vse skupaj bombonov. Tukaj imam račun. Ampak zdaj ne vemo, če ima v bistvu množenje pač prednost pri seštevanju. Zdaj ga bom šel računati, koliko vedno do zdaj. Od leve proti desni. Torej, to je enako. 2 plus 4 je 6. Zdaj pa krat 4 pa prepišem. Krat 4 je enako. In zdaj pa 6 krat 4 pa 24. Evo, grem še tukaj zdaj prošteti, če je 24 bombonov. 1, 2, 3, 18 bombonov je tukaj. Od kje je pol tukaj 24 prišlo? Zdaj grem pa pol probat, če z barvami oziroma, da vidim zdaj, če tukaj so prednosti. Zdaj bom z oranžno napisal 2 plus in bom z modro napisal 4 krat 4. In to je enako. Torej 2 plus bom tokrat samo prepisal. 4 krat 4 pa 16, a ne? Torej 2 plus 16 je enako. In 2 plus 16 je pa 18. Ni glih najlepša 18, ampak 18 bombonov pa je tukaj gor. Torej, zdaj smo ugotovili, da tukaj je 18 bombonov in tukaj je 18 bombonov, kar pa pomeni, da pri množenju, kadar gre za množenje oziroma množenje in seštevanje, prednost pri množenju velja. Gremo preveriti še za množenje in odštevanje.
In evo, zdaj gremo pa še na tezalno, oziroma na množenje in odštevanje. Ja! Torej, nekaj prej je moj prijatelj, ki je rekel šel, mi je rekel, da imam zdaj 28 bombonov. Še prej sem jih imel 4x4 teh tam modrih bombonov, ampak on mi je dal nekaj bombonov. Ne vem koliko. Me pa zanima, koliko bombonov mi je dal. In to bomo v bistvu ugotovili, kako bom to zdaj izračunal. Lahko bi šel sam z odštevanjem, Sam, zakaj, če lahko kompliciram? In še s tem, ko kompliciram, bomo skupaj vsi lahko ugotovili, če velja računska prednost ali pa če ne velja. Torej, ker še ne vemo, če velja ali ne, bom izračunal normalno, od leve proti desni. Torej, bom najprej izračunal 28 minus 4x4, torej 28 minus 4 je torej 24. In 24x4 je pa, torej, 24x4, je pa, to je pa, zanima, ne, zagecam, 24x4 je pa 96. Ja, tukaj mi piše, da imam 28 bombonov, tukaj jih je pa 96, da bi jih bilo samo teh roza. Ja, to ne verjamem, glih. Grem zdaj prešteti, koliko je teh roza. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 teh roza je. Ok, kaj pa če zdaj v bistvu grem tako z barvami, oziroma da probam, če ima prednost. No, vzel bom zdaj. Torej, ja, vzel bom belo kredo za 28, da bom napisal. In vzel bom modro kredo, da bom napisal 4x4. In najprej bom izračunal 4x4, torej 28 minus 16, 4x4 je 16. In to pol zdaj izračunam. 28, tukaj sem se zmotil. Torej, evo ga, zdaj pa 28 minus 16 je pa... 28 minus 16 je pa 12. In tukaj je pač, sem izračunal, da jih je 12 in tudi preštel sem, da je 12 teh roza bombonov, kar pa to tudi pomeni, da množenje ima računsko prednost pred odštevanjem. In zdaj gremo še v bistvu še nekako na hitrico pogledati, katere računske operacije sploh imajo zdaj to prednost. Evo, zdaj smo ugotovili, da množenje in deljenje imata prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Klicaj! Definitivno imata prednost. In tukaj, zdaj, ko smo že ugotovili, torej, da imata množenje in deljenje prednost, imam en primer, da bomo uporabili zdaj prednosti, in ta primer je ful težek. Ampak, ko imamo tak račun oziroma tak številski izraz, najprej vzamemo eno drugo barvo in poiščemo množenje in deljenje in ali obkrožimo, počrtamo, karkoli nekaj označite, jaz bom obkrožil. Torej 5x4 v tem primeru in 2 deljeno z 2. Ok. Torej in zdaj pa ta številski izraz se glasi 20 minus 4 plus 5x4 minus 2 deljeno z 2. Gremo ga zdaj izračunati. Ne bomo šli nič od leve proti desni računati, ampak gremo kar takoj računati že s prednostmi, ko vse to že znamo, Upam. Glavno. Torej, napišem 20 minus 4 plus, zdaj pa 5x4 izračunam, oziroma bomo vzel to barvo zdaj, 5x4 izračunam, kar je pa enako 20. In zdaj pa 20 minus, 2 deljeno z 2 je pa 1. In to je zdaj enako. Zdaj pa, ker nimamo več množenja ali pa deljenja, pa gremo lepo od leve proti desni izračunati, Postopoma. 20 minus 4 je 16 plus 20 minus 1 in to je enako. Torej 20 pa 16 je zdaj 36 minus 1 je enako 35. A vidite, zdaj smo uporabili prednosti in smo brez problema prišli do pravilnega rezultata tega številskega izraza. In torej, množenje in deljenje imata prednost pred seštevanjem in odštevanjem, vedno razen,
če je v številskem izrazu oklepaj, ker to bom še posnel prav posebej filmček, ampak če je v številskem izrazu oklepaj, imajo oklepaji definitivno prednost pred vsem. Jih najprej izračunal, ampak če jih ni, pa imamo najprej množenje in deljenje. V glavnem, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte, mogoče se naročite na YouTube kanal Matana Easy. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Slavna Easy. In spodaj v opisu bom dal še par nalog za vajo, pa mi lahko tudi pošljete rešitve na moj mail in boste mogoče dobili tale urnik Mata ali pa Slavna Easy. Zdaj na koncu bo bila še zahvalna špica oziroma za Hestia Pro. Oglejte si, ne bo vam šel. Glavno, to je to. Čau! In oglejte si še moje računalniško dobro vilo Hestia Pro. Prodajajo računalnike, dele za računalnike, tipkovnice, miške, diske in veliko drugih stvari. Nahajajo se nasproti Aleje v Ljubljani v Šiški. Še enkrat velika hvala, ker ste mi podarili računalnik, na katerem sem zdaj edital ta filmček. Hvala vam.